Drage gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Danes se bomo na začetku posvetili KUD Koda, ki praznuje kar 20 let delovanja. Kaj pravzaprav je KUD Koda in kako bodo praznovali, pa nam bo povedal Martin Počkar. Lepo pozdravljeni. Dober dan, hvala za vabilo. Vi ste pravzaprav že od vsega začetka pri KUD Koda, pa daj vam najprej povedati, kaj je pravzaprav KUD Koda. Lahko rečeva, da je to neformalna glasbena šola, ampak hkrati dosti več. Ja, dosti več. No, začelo se je kot neka neformalna glasbena šola takrat pred 20 leti. Morda v tistem trenutku brez nekih jasnih ambicij. Je pa se nabrala, bi rekel, neka prava sinergija pravih ljudi, ki so ustvarjali to vizijo, smo ustvarjali in jo še vedno ustvarjamo. Tako da KUD Koda je prerasla ta format glasbene šole že, mislim, da pred leti. Oziroma, že tam nekje v začetku smo iskali nek svoj pristop, nek svoj izraz. Zelo oseben, zelo usmerjen tudi v praktično delo, v koncertno nastopanje. In kar hitro smo tudi prestopili te okvirje glasbene šole, se začeli ukvarjati z pevskimi zasedbami, ustanovili smo takrat pevski zbor, oziroma predtem še priključili vokalno skupino. V zadnjih letih pa širimo v bistvu našo dejavnost v neke sfere, o katerih smo mogoče pred leti samo sanjali. Torej gre tudi za vetrinc, za naš koncertno prireditveni prostor. Pa če pogledava, kje pa se je pravzaprav vse skupaj začela? Namreč niste več v tistih prostorih, ne, ampak se je začelo drugje. Zdaj, začelo se je na dveh lokacijah. Začelo se je v bivši osnovni šoli Ivana Cankarja, tu na Cankarjevi ulici. Tam smo imeli v popoldanskem času najeto eno učilnico in pa hkrati smo imeli en prostor najet v Mariborskem taborniškem centru MTC. To pa je tista mala enonadstropna hiška na robu mestnega parka v Mariboru. Tam se še jaz spomnim, takrat so otroci, mladostniki in nenazadnje tudi odrasli kar lepo prihajali z instrumenti, se jih je videlo, kam so namenjeni, pa tudi nenazadnje glasba in petje sta odmevala, ne? Ja, takrat smo bili kar tisti glasni vogal parka. Tisti park smo tudi na nek svoj način izkoristili. Torej, vse, kar se je dogajalo izven tistih okvirov pedagoškega procesa, torej od dneva odprtih vrat do nekih druženj, kostanjeve piknike smo takrat spostavili, izkoriščali smo v bistvu okolje, v katerem smo bivali. Imeli smo prekrasno zelenico, svoj mir, svoj prostor. In tudi ta neformalna druženja smo vedno popestrili na način, da smo dali inštrumente ven, jih dali v uporabo v končni fazi tudi tistim firpcem, ki so zgolj naključno šli čez mestni park. In za glasbo, za petje ste imeli tudi mentorje, nekateri so verjetno ostali še zdaj z vami, marsikateri učenec, učenka pa je tudi prišel do tega, da zdaj že druge uči. Res je. Mislim, da ena mentorica še je z nami v bistvu 21. sezono, ne? Zdaj že izvajam 21. sezono glasbene šole. Moram reči, da večina ekipe je kar stalna in to je v bistvu tudi en izkaz neke sinergije v ekipi. Veliko lažje je tudi delati v taki ekipi, ki se ne rotira, ki nima nekih fluktuacij. Pa tako, kot si rekla, se v teh letih že obrnila generacija. Kar nekaj smo jih našteli in to je, mislim, da kar za prste, skoraj vse prste obeh rok. Ljudi, ki so prišli, pa nekateri so še vedno z nami v pozicijo mentoriranja, medtem ko so bili recimo 10-15 let nazaj še naši učenci. Torej, ena generacija se je obrnila, vzgojili smo naše ljudi, to so tudi zelo hvaležni sodelavci,
ker poznajo naše vrednote, poznajo naš način dela in se ta generacija obrača. Kako je pa zdaj? Omenila sva prostor za vaje plus Vetrinc, kjer se tudi dogaja. Ja, zdaj glasbena šola in vsi ti kulturni programi izobraževalni programi so locirani na Koroški cesti. Tam smo imeli pred leti en nor projekt in smo si dejansko privoščili, kupili smo si prostore. Tako da ta problematika je rešena. Tam je celi živ žav, no. Tam je v bistvu od 1-2 popoldan vsaki dan je živ žav otroškega, mladinskega, pa tudi odraslega, nekega žvrgolenja in brenkanja in vsega živega, kar oddajamo. Druga lokacija, Vetrinski dvor, naš bar Vetrinc, bar Koda. Koncerti so v bistvu ne samo koncerti, prireditve so praktično vsaki dan, tako da se mi zdi, da res postaja to en taki hub, prostor za produkcijo, za koncerte, za drugačno kulturno produkcijo. Imamo posluh za tiste, ki morda ne najdejo prostora drugje v mestu in res pisan izbor kulturnih dogodkov. Morava še omeniti proti koncu najnega pogovora tudi to, da pravzaprav pripravljate še slavnostno akademijo v Narodnem domu, ki bo sicer 28. novembra, pa vendar se že pripravljate na njo, nekaj nastopajočih je tudi že znanih, kaj ne? Ja, torej 28. november je tisti finale naše 20. obletnice. Povabili smo glasbenike, s katerimi smo v teh 20 letih sodelovali. Zdaj, če lahko samo omenim, Alo Stari so se odzvali, in Soki bo tudi gost in marsikaj še bomo najavili, marsikaj se še sestavlja v tem preostalem mesecu pa pol, koliko še ostane do prireditve. Je pa to en finale 20 prireditev, ki smo jih nanizali oziroma še jih bomo nanizali v tem letu. Skozi teh 20 prireditev smo skušali pokazati, kaj so naši paradni konji, zmešani festival, 20 od 20, torej izbrali smo 20 najbolj karakternih komadov, ki smo jih z učenci recimo pripravljali v teh letih. Določene vrednote smo izpostavili, imeli smo pohod, torej neka telesna aktivnost, združenje skozi pohodništvo recimo. Imeli smo piknik avgusta, torej spet druženje, skupnostna akcija je bila, mislim, da v začetku poletja, z okoljskimi temami se ukvarjamo. Skratka, skozi to našo obletnico ne gre samo za slavnostno akademijo, ampak to obletnico izkoriščamo v bistvu, da pokažemo to, kar smo in kar smo ustvarili v teh 20 letih. Tako, Martin, najlepša hvala in za konec seveda še vse najboljše za 20 let KUD Koda. Hvala lepa. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo nazaj v studio z novim gostom. Lepo pozdravljeni ponovno v studiu oddaje Report. Predstavili bomo prav poseben dogodek, lahko rečemo res vrhunski v Mariboru, 16. salon Vindel. Z nami je Dejan Bajer, ki nam bo povedal na prvem mestu, kje se bo to dogajalo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Mednarodni salon vina in delikates salon Vindel bo potekal v najlepšem možnem ambientu, to je v Kazinski dvorani in preddverjih Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Dejansko bomo v Hramu kulture gostili kulturo vina. Tako, vse skupaj se bo to dogajalo v sredo 22. oktobra in kot ste sami že velikokrat rekli, res v tistem najlepšem možnem ambientu, se pravi, pred leti ste ugotovili, da enostavno takšno okolje še dodatno poudari vso tisto vrhunsko kakovost, tako vin kot tudi delikates. V enem dnevu povežemo odličnost, na eni strani vinsko, na drugi strani krasen ambient, za ljudmi, ki vse to cenijo. Torej, postavljamo most med ponudniki, kreatorji dobrih okusov in na drugi strani med ljudmi, ki to spoštujejo, cenijo
in jim je mar za njihovo prehrano in tudi za vinsko kulturo. In morava povedati tudi, da imate kar 25 let Slovina. Tudi to je takšna obletnica četrt stoletja, ki jo je treba obeležiti. Tako je, sreda 22. oktober bo idealen dan za praznovanje našega četrt stoletja delovanja. Slovino koncept je začel z svojimi prvimi aktivnostmi na nivoju promocije slovenskega vina, povezovanje z someljeji, izobraževanj že leta 2000 in letos praznujemo dejansko četrt stoletja skupnih naporov za to, da čim več ljudi razume in ceni kakovost našega vina. Kar pomeni, da bo tudi obogaten program, kaj ne? Program je na salonu Vindel zmeraj zelo pester ob salonskem dogajanju, kjer lahko vsi obiskovalci poskušajo, pokramljajo z kreatorji okusov, spoznajo metode, zakaj nekaj takšno kot v kozarcu ali na krožniku je. Je tudi strokovni program zelo pester, od srečanj someljejev v okviru Sommelier.si Academy in Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije. Podelili bomo priznanja najboljšim vinom tekmovanja Sommelier Selection 2025, kar 400 vin je 80 someljejev spomladi poskušalo in letos prav na salonu Vindel dobijo najboljši svoje nagrade, zasluženo seveda. Potekalo bo zanimivo, dve zelo zanimive degustacije. Eno pripravljajo sodelavci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, kjer bodo predstavljeni najboljše vinorodne dežele Podravje. Skupni nastop Združenja Vinorodna Štajerska bo tukaj, kar je zelo pomembno, da vinarji skupaj nastopajo, se skupaj predstavljajo. Eden od masterklasov bo pokazal razlike med svežinami in zrelimi vini, tudi tistimi staranimi iz Ptujske kleti bodo prinesli časlen, zelo spoštovan letnik 1968 in vse do današnjih letnikov, tako da bo to obsalonsko dogajanje zelo pestro in okusno. Na samem salonu pa dejansko pridajo ekipe vinarjev in vseh ostalih ponudnikov, takšni, ki prihajajo leta in leta, hkrati pa seveda tudi verjetno mladi, tisti, ki se še dokazujejo in hkrati tudi že dokažejo, da znajo narediti vrhunske stvari. Pravzaprav imamo v enem dnevu, jaz pravim, da mesto najstarejše trte spremenimo v najokusnejši dan v letu, priložnost na eni strani srečati najmanjše butične ponudnike, mlade ponudnike, kjer se srečujejo z ob bok velikim kletem, čislanim kletem, tistim, ki imajo tradicijo. Na drugi strani pa imamo tudi publiko, ki je danes prav lepo videti, da mladi odrasli ljudje spoštljivo držijo kozarec, prisluhnejo tistim, ki jim o vinu govorijo, in prav to je dodana vrednost salona Vindel, da se lahko družimo z tistimi, ki imajo kaj povedati in širimo svoje znanje. Saj ravno to je to, ne? Gre za kulturo, gre za kulinariko, kulturo, ki pa seveda ne ostaja tam nekje za vogalom, ne? Ampak, kot ste sami rekli, na primernem prostoru. Pravzaprav je v našem okolju tradicija kulture vina, kulture obedovanja na zelo visokem nivoju. V obdobju, ko deluje zavod Slov Vino, se konstantno ta dviguje in prav lepo je videti, da ljudje stalno bolj to cenijo, spoštujejo, uživajo ob tem seveda odgovorno, zmerno, na način, kot je pač do vina potrebno ravnati. Naj omenim, da se vsa vina poskušajo na salonu Vindel iz ročno izdelanih kozarcev slovenskega proizvajalca Steklana Rogaška, kar je en dodaten segment, ki je pomemben pri tej kulturi vina. Na voljo nam Radenska zagotovi za vse obiskovalce neomejeno vode, tako da na salonu Vindel ni le vino, niso le delikatese, ampak so tudi doživetja, ki jih pomnimo. Se ne nazadnje, doživetje je tisto, ne, kar privabi ljudi, zgodba je tista, ki, če tako rečemo, potegne, ne. Hkrati pa pridejo tudi še prav posebne gostje. Povabili ste vinske kraljice, tudi aktualne, zagotovo, so se že odzvale povabilu, pridejo. Pravzaprav je lepo videti, da je do danes že več kot 12 ambasadork slovenskega vina, vinskih kraljic, na čelu z vinsko kraljico Slovenije potrdilo udeležbo na salonu Vindel. Delale bojo družbo vinarjem, v tem spremljevalnem programu se jim bojo pridružili tudi slovenski vinski vitezi, someljeji, vinoljubi, tako da bo družba zagotovo dobra.
Morava še povedati, ob katere do katere ure se bo vse skupaj dogajalo v sredo. Salon Vindel odpira vrata ob 12. uri, ob 18. uri zapre in potem se celo mesto spremeni v vinske afterparty. To je ravno tisto, ne? Po delu pa še en pogovor ob dobri kapljici, ob dobri hrani z dobrimi ljudmi. Drži, absolutno. Sodijo eno k drugemu, če temu dodamo še lokalne dobre specialitete na krožniku, pridemo do celote, do obroka, ki je zmeraj bil pri nas sestavljen tudi z kozarca vina. Zdaj dejansko pri vas tudi skrbite za to, da se ravno vidi to, ne? Te delikatese, te jedi, ki so tam, pašejo k vinu oziroma vino paše k tem jedem. Ne nazadnje bodo ponudniki znali zagotovo tudi povedati, kaj se ob kateri hrani pije, kaj se ob kateri pijači lahko je, ne? Da nastane tisto užitek za brbončice. Pravzaprav sta vino in hrana celota, sta obrok. V našem okolju je nekaj, kar moramo spoštovati. Mi se ne le na salonu Vindel, ampak celo leto trudimo, predvsem z izobraževanji, tako v Mariboru kot v Ljubljani. Naša sommelierska izobraževanja so namenjena tako ljubiteljem kot profesionalcem in veliko govora je o tem, kako pomembno je, da vino in hrano povezujemo, da jih razumemo kot celoto in ob njih uživamo, kot si zaslužite. Tako, gospod Bajer, hvala, da ste prišli, da ste predstavili, napovedali mednarodni ali domači bolj salon Vindel. Hvala za povabilo in hvala BKTV, da z svojim osveščanjem pripomorete k dvigu kulture vina v našem okolju. Najlepša hvala. Dragi gledalci, vidite, skoraj sem vam že rekla obiskovalci, ravno to vam namreč želim ponuditi, popihati na dušo. Pridite tudi vi na salon Vindel in uživajte skupaj z ostalimi. Lepo pozdravljeni, vrnili smo se v oddajo Report, kjer bomo zdaj govorili še o prav posebnem dogodku. V soboto bo namreč na Trgu Svobode v Mariboru dobrodelni rotarijski piskar. Kaj vse to zajema, pa nam bo povedala gospa Ida Baš. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ja, to zajema predvsem dobro hrano in dobrodelnost. To dvoje združujemo. Rotary klub Maribor Lent organizira zdaj že 9. piskar zapored in tako ga namenoma imenujemo rotarijski piskar. In letos imamo rekordno število ekip, kar 20. To pomeni 20 različnih jedi, lahko rečem, da bo kuhanih, ki bodo ponujeni obiskovalcem, seveda za prostovoljne prispevke. Vse skupaj se pravzaprav začne kuhati zjutraj že, ne? Kaj naj da? Ja. Ob 8. že začnemo pripravljati vse skupaj, tako da nekje okoli 9. začnejo kuharji s svojim delom in računamo do 11. je vse že kuhano, potem pa lahko že obiskovalci začnejo pokušati, naše ekipe poskrbijo tudi za kruh. Največkrat jih spečejo kar sami, tu pa tam kdo kupi. Tudi pecivo, zdaj že tudi pecivo nosijo zraven, tako da je zelo pestra ponudba, bom rekla. In vse je brezplačno. Tako, in hkrati pa še vedno se zbira prostovoljne prispevke, tako kot ste dejali, gre namreč za dobrodelni piskar. Komu te prostovoljne prispevke namenjate? Ja, tokrat vsakoč pač nekomu drugemu. Tokrat smo izbrali najbolj ranljivo skupino mladih, tistih, ki potrebujejo psihosocialno pomoč. Namreč vedno več je tako osnovnošolcev kot srednješolcev žal in čakalne vrste so pa od 2 do 3 leta, kar je mnogo preveč. In mi se povezujemo zdaj z organizacijami, kjer bomo lahko mi plačali recimo tretma za enega otroka, radi bi do 20 mladostnikov najmanj, da bi jim omogočili čim prejšnji prihod do strokovnjaka, ki mu bo pomagal potem, bom rekla, iti nazaj na svojo pravo pot. Tako, povejte, te ekipe, ki sodelujejo, marsikatera od teh sodeluje že leta in leta, že tudi na prejšnjih piskrih, tudi na marsikaterem drugem dogodku, se pa verjetno tudi tu in tam pojavi tudi kakšna nova. Se pojavijo nove ekipe,
Predvsem bom rekla, poudarek je pri rotaricih, to pomeni kar 6 Rotary klubov. Letos sodeluje ob našem Rotary klubu Maribor Lent, ki je organizator, še klub Maribor, Ptuj in Celje, potem Kruševac, mi smo pobrateni s tem srbskim klubom, in pa Bad Orb iz Nemčije, tudi oni letos pridejo. Interakt, to je naš klub, Rotary klub, kjer se združujejo srednješolci, in pa Rotaract klub, kjer pa se združujejo študentje. Tako da ti bodo vsi kuhali, in pa Innerville ne smem pozabiti, to je pa naše notranje kolo, no, mi imamo kot znak imamo kolo, notranje kolo, to so pa žene rotaricev. Tako da tudi one vedno poskrbijo za to, in pa 10 podjetij sodeluje. Nekateri, ja, kot ste rekli, že so naši stalni kuharji, medtem ko nekateri so pa na novo. Moram pa reči, da v glavnem ni profesionalnih kuharjev. Samo v komisiji je en profesionalec, pa en odličen ljubitelj kuhanja in hrane dobre. Moram reči, da bo imela komisija verjetno kar težko nalogo. Namreč, če ocenjuje iste vrste jed, je mogoče malo lažje, ker je pozorna na to, na ta okus, na teksturo, na vse skupaj. Tu pa bodo različne jedi. Ja, različne, vse na žlico. In potem strokovnjak seveda oceni, česa je preveč, česa je premalo. Vsaka ekipa poskrbi za začimbe, takšne, kakršne želi, in potem strokovnjak reče, ups, tega je pa nekoliko preveč, ali pa tega je nekoliko premalo. Je pa res, da se kar naješ, glede na to, da sem lansko leto bila jaz predsednica kluba in sem bila tudi v komisiji, moram reči, da pa je bilo 15 piskrov za pokusiti, no, letos jih bo 20, ja, kar naporno delo, ampak okusno. Rekli ste sami, torej ob 8 se začne že pripravljati, ob 9 kuhati, potem okoli 11 ure, 12 je kuhano, je postreženo. Ves čas se bo pa verjetno tudi dogajalo tako, da tudi obiskovalcem, tistim, ki bodo namenoma prišli, ali pa tistim naključnim, ne bo dolg čas. Ne bo jim dolg čas, zagotovo ne, ker se vedno najdejo neki prijatelji, ki se začnejo združevati. Tudi mi se družimo z obiskovalci, ki pridejo. In ja, ob 11 je že kuhano. Potem pa, se veste, druženje je tudi en del dela, ki ga imajo rotarijski klubi, spoznavanje novih ljudi, prav tako pogovarjanje z ekipami, marsikdo naveže kakšen stik. Nimamo posebnega programa organiziranega, ker v vseh teh letih se je izkazalo, da to ni potrebno, da ljudje potrebujejo preprosto druženje, imeti se dobro, tudi za pijačo bo poskrbljeno, tako da sladice bodo, pa še vsaka ekipa po svoje aranžira svojo stojnico. In te stojnice, moram reči, včasih so prav zavidanja vredne pogleda, tako da je kaj videti, ja. In tudi kaj navohati, ker ne nazadnje vonjave, vse tiste, ki bodo kar popestrile na nek način, ne samo trg, ampak tudi sosednje ulice. Vsako leto namreč zelo diši. Res je. In moram pa reči, da hitro potem zmanjka. Tako da je dobro, da ljudje pač pridejo pravočasno. Ob 11 je prav primeren čas, se mi zdi, za eno takšno druženje in da pokusijo te dobrote. Je pa res, da so te ekipe pravzaprav zelo inovativne. Kar najdejo, ni samo, ko včasih kdo reče, no, najbrž boste golaž kuhali. Pa ne vem, če smo imeli doslej, morda enkrat golaž. Drugače pa je vse mogoče, no. Tako da so zelo idej polni, bom rekla, naši kuharji, no. In temu primerno potem si postavljajo tudi nove izzive sami za naslednje leto, ko vidijo, kaj so njihovi, tako v narekovaju, nasprotniki naredili, ne? Zagotovo. In tu moram mogoče vseeno nekoliko pohvaliti, bom rekla, tudi Kruševčane. Oni bodo kar 2 stojnici imeli, oni se kar razdelijo na pol, eni kuhajo to, drugi kuhajo to, poskrbijo za sladice, za okraševanje, skratka, vsega je vedno
veliko na pretek, bom rekla. Najbolj pa se seveda veselimo tega, na stojnicah imamo običajno in tudi letos bodo seveda takšne majhne skrinjice, kjer pričakujemo prostovoljne prispevke za to hrano, za ta trud, predvsem pa za namen, ki ga imamo, da bi res omogočili mladim čim prejšnji dostop do strokovnjakov, ki jim bodo lahko pomagali. In to je glavno poslanstvo, ki smo si ga letos izbrali pri tem kuhanju piskra. Ne? Tako, najlepša hvala, da ste bili moja gostja, da ste predstavili ta dobrodelni rotarijski pisker in seveda želim vam, da zberete veliko prostovoljnih prispevkov, da boste lahko pomagali mladim. Najlepša hvala za dobre želje in verjamem, da bosta tudi glavna ocenjevalca v komisiji in sicer šef Slaviša Amidžič in pa Filip Flisar, da bosta poskrbela za dobro oceno vseh teh piskrov, 3 bomo pa simbolično seveda nagradili. Tako, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Drage gledalke in spoštovani gledalci, vam pa do naslednje oddaje Report nasvidenje. Thank you.